pripadnice, pripadniki Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, predstavniki častniškega zbora Slovenske vojske. Veliko veselje in čast mi je, da vas lahko kot vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije pozdravim na tem slovesnem sprejemu v delu Slovenske vojske. Danes je dan, ko se spominjamo nekaterih ključnih dogodkov iz naše preteklosti in ko veliko razmišljamo o naši sedanjosti, o sedanjosti naših obrambnih sil, o pripravljenosti naših obrambnih sil, o zmogljivosti in o nalogah, ki nas vse skupaj čakajo. Vsaka oborožena sila je odločilno odvisna od svoje organiziranosti, predanosti svojih pripadnikov in zlasti njihove usposobljenosti. Zaradi tega je tako pomembno spomniti se, da smo v naši zgodovini, naši nedavni zgodovini, imeli obdobje, ko je naša država postavila usposabljanje pripadnikov obrambnih sil v središče svoje dejavnosti in je odprla dve mesti, dva centra usposabljanja v Igorju in Pekrah in s pomočjo dejavnosti, ki so se tam začele razvijati, postavila temelje za sistematičen, vsestranski in vsestransko uspešen razvoj Slovenske vojske in naših obrambnih sil v celoti. Od tistega časa naprej se je marsikaj zgodilo in naša vojska, naše obrambne sile so šle skozi mnoge spremembe. Spuščen je bil sistem norveške vojske, uvedena je bila profesionalizacija, vstopili smo v NATO in začeli smo razvijati in da danes že v dobi meri razvili metode, organizacijske oblike in vsakašno sposobnost za sodelovanje v mednarodnih mirovnih in drugih operacijah. To je bil velik in dinamičen razvoj. To je bil razvoj, na katerega smo lahko ponosni, kajti sistem naših obrambnih sil je v razmeroma kratkem času preživel velike spremembe in je v vseh teh velikih spremembah naše tudi nove in če dalje boljše rešitve. To smo lahko danes zadovoljni. Pred nekaj tedni sem imel priložnost opraviti temeljit pogovor z vodstvom Slovenske vojske, da bi ugotovili, kakšno je stanje pripravljenosti naših obrambnih sil. Takrat sem na podlagi takega temeljitega pogovora in gradiv, ki so bila zanj pripravljena, poudaril, da je stanje pripravljenosti naših obrambnih sil dobro. In to oceno želim ponoviti tudi danes. Hkrati pa želim poudariti, da je ta ocena nekaj, kar moramo dobro razumeti v celotnem kontekstu našega družbenega stanja in vseh vidikov, ki to stanje definirajo. Ko govorimo o pripravljenosti naše vojske, naših obrambnih sil, seveda dobro razumemo tudi izzive, ki obstajajo, ki so tu pred nami in ki zadevajo predvsem vse tiste vidike zmogljivosti naših obrambnih sil, ki so odvisne od materialnih sredstev. Zmogljivosti so seveda nekaj, čemu moramo posvečati če dalje več pozornosti. In vprašanje zmogljivosti moramo razumeti v vsestranskosti tega pojma. Zato bi želel danes posebej poudariti pomen na prvem mestu človeškega dejavnika. Časi, v kakršnih živimo, ki so krizni časi in časi materialnega odrekanja, je seveda pričakovati, da se povečajo raznovrstne napetosti, da se ustvarja določena zaskrbljenost in da vse to vpliva tudi na stanje duha v naši družbi, v najširšem pomenu te besede, pa tudi v naših obrambnih silah, ki so del te družbe. Zato moramo s posebno pretanjenim občutkom reševati vse primere napetosti, ki se pojavijo, reševati jih z dobrim občutkom za človeka, za sočloveka, za človeški faktor, pravimo v vojski in v obrambnih silah nasploh. To moramo razumeti kot prvo in najpomembnejšo nalogo našega trenutka. In če bomo dobro razumeli, če bomo našli dobre rešitve, take, ki bodo krepile duh tovarištva, ki bodo krepile duh pripadnosti, oboroženi sili, duh domoljubja, potem bomo tudi vse ostale probleme, ki se pojavljajo v tem času, lažje reševati. Razumemo pa seveda zelo dobro, da
ko govorimo o zmogljivostih, ne moremo mimo čisto tehničnih vidikov zmogljivosti, tisti, ki zadevajo opremljenost in investiranje v naše obrambne sile. In v tem pogledu moramo biti nekoliko zaskrbljeni. Že nekaj let živimo v kriznih razmerah in že nekaj let na priložnosti, kakšne današnje, na drugih priložnosti, poudarjam, da živimo v časih, ko je treba z manj storiti več, z manj je treba narediti več. To seveda velja tudi danes. Vendar ne bi želel, da se ta poziv, da se to vztrajanje razume napačno. Vsi vemo, da je dolgoročna zmogljivost naših obrambnih sil odvisna tudi od materialnih blaga, od tega, koliko je družba sposobna dati, zagotoviti obrambnim silam, da bodo lahko uspešno upravljali svoje naloge. Seveda, to je naloga, s katero se bodo naše obrambne sile srečevale v prihodnem obdobju. S tem se bo srečevala naša vlada, Ministrstvo za obrambo in tudi sam, kot vrhovni poveljnik obrambnih sil. Želim poudariti še nekaj. Ko govorimo o človeškem dejavniku in o zmogljivosti, moramo vedeti, da na nekaterih področjih potrebujemo hitrejši napredek. Potrebujemo hitrejši napredek v razvoju pogodbe in strateške rezerve, čim boljše sodelovanje med obrambnimi silami in vsemi organizacijskimi oblikami naše države in civilne družbe. Potrebujemo čim boljšo povezanost, medsebojno povezanost vseh teh dejavnikov, kajti zavedamo se, da je obrambna naloga, ki zadeva vse nas. Ne samo pripadnike obrambnih sil, ne samo ljudi v uniformi, ne samo ljudi, ki so poklicno posvečeni tej nalogi, ampak vse nas. Seveda, te naloge bomo morali posvečati čim več pozornosti. Prijetno bo v tem kontekstu potrebno pogledati tudi našo normativno ureditev. V preteklih letih nismo napredovali dovolj v pripravi in zlasti v političnih dejanjih, ki so potrebna za spremembe zakona o obrambi. Verjetno nas to čaka v bližnji prihodnosti. In dobro bi bilo, če bi znali vse to povezati. Skrb za ljudi, človeški dejavnik, skrb za materialno napredovanje naših obrambnih sil, skrb za čim boljšo povezanost naših obrambnih sil z vsemi vidiki družbe in organiziranosti naše države in seveda zagotovitvijo ustrezne normativne ureditve, ustreznega normativnega okvira. To so velike naloge, ampak prepričan sem, da smo te naloge sposobni vse uresničiti. K temu me navajajo tudi priložnosti, v katerih se srečujem s pripadniki naših obrambnih sil, ki me vedno znova impresionirajo svojo profesionalnostjo, ki je profesionalnost v žlahtnem pomenu te besede. To so ljudje, ki dobro upravljajo svoje naloge, ki so zavzeti pri upravljanju svojih nalog in ki so Republiki Sloveniji v čast in ponos. To je velik kapital, ki ga ima ta država, in želel bi, da bi s tem kapitalom čim bolj skrbno in čim bolje ravnali. In da bi iz tega kapitala črpali tudi moč na iskanje vseh rešitev, ki jih moramo še najti. Danes bi želel izkoristiti to priložnost, da vam čestitam prazniku, da se vam zahvalim za vaše delo, da pohvalim vaše rezultate in da posebej izrečem zahvalo vsem pripadnicam in pripadnikom obrambnih sil Republike Slovenije na mednarodnih misijah. Verjamem, da bomo skupaj naredili še marsikaj, naredili še marsikaj dobrega, če tudi razmere niso lahke, ampak ni prvič tako, da so razmere nelahke. Verjamem, da bomo tudi v teh razmerah danes nelahki, vendar drugačnih podobnih iz preteklosti znali najti dobro pot. Čestitam vam v prazniku in želim vam veliko uspehov. Hvala lepa. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, vrhovni poveljnik oboroženih sil, dr. Danilo Tirko, dovolite mi, da se v svojem imenu, v imenu Slovenske vojske, visokih predstavnikov ministrstva, najprej iskreno zahvalim za današnje sprejetje. Mislim, da je prav, da se tudi v časih krize, v časih ekonomske nestabilnosti spominjamo dneva Slovenske vojske.
Slovenska vojska je nastala v časih, ko so bile ekonomske razmere, družbene razmere in vse ostale razmere dosti bolj kritične kot so danes. Z nastankom Slovenske vojske in z temi leti, v katerih Slovenska vojska deluje, smo dokazali, da nam kriza ne more doživeti. In prepričan sem, da nam tudi tokrat ne bo. Prepričan sem, da bo Slovenska vojska obdržala visoko sposobnost, morala, domoljubje in da bo zagotavljala Slovencem to, kar jim po ustavi in zakonodaji mora zagotavljati. Drugi poudarek, ki bi ga želel dati, spoštovani gospod predsednik, je to, da želim poudariti, da bi v svojem imenu, v imenu vseh nas in upam, da tudi v vašem imenu bilo potrebno v slovenski javnosti narediti nek preboj. Slovenska vojska na vseh javnomnenjskih anketah vodi v zaupanju, ki jih Slovenci imajo v to inštitucijo. Mislim, da je prav, da to vodstvo prelevimo še nekaj drugega. Prelevimo tudi v to, da se bodo Slovenci zavedali, da to vodstvo ne pride samo od sebe, ampak da je zato potrebno zagotavljati tudi materialne sredstva, domoljubje, človeške vire in vse ostalo, kar spada zraven. Verjamem, spoštovani predsednik in vsi pripadniki Slovenske vojske, da nam bo to uspelo in da bomo Slovensko vojsko tudi na drugih lestvicah, torej lestvicah proračuna, lestvicah, ki zagotavlja materialne pogoje Slovenske vojske, vrnili na tiste okvirje, ki so bili pred časom te krize. Spoštovani predsednik, hvala lepa.